Sledeči program je financiran s strani prijateljev in sodelavcev misijonarske skupine Joyce Meyer. Kaj so tiha leta? Tiha leta so, ko ne razumeš, kaj se dogaja. Bog ti ne govori. Ničesar ne vidiš in ničesar ne čutiš. Hudič ti pravi, da si nor. Ti pa poskušaš zdržati. Verjetno je danes tukaj z nami mnogo ljudi, ki so ravno sredi svojih tihih let. Drugo poglavje preroka Habakuka, druga vrstica. Gospod mi je odgovoril in rekel: zapiši videnje in vreži ga na plošče, da jih bo vsak, kdor gre mimo, lahko prebral. Torej, obdrži vizijo v svojem življenju. Besedo, ki ti jo je govoril Bog, njegove obljube. Obdrži jih pred seboj, da jih boš lahko videl, pogosto in hitro. There's so much going on in the world, and there's so many lies that come from the enemy's camp that try to fly in and out of our brain. Na svetu je toliko stvari in toliko laži od sovražnika, toliko okoliščin očitno proti Božji besedi, da moramo Božjo vizijo obdržati pred seboj, drugače lahko na njo pozabimo. Vsak bi moral imeti nek cilj, sanje oziroma vizijo za svoje življenje. Poklicno misijonarstvo ni za vse. Vsi pa smo poklicani, da se izboljšamo, da rastemo in se bojujemo. Tvoja vizija je morda rešiti se dolga ali spremeniti samega sebe, prav tam, kjer del tebe nasprotuje Božji besedi. Morda si prepredljiv človek in je tvoja vizija doseči mir in veselje ter uživati življenje. Morda bi rad postal igralec, pevec, pridigar, morda pa bi rad postal misijonar. Karkoli že, upam, da ima življenje nek cilj. In to vizijo je treba neprestano držati pred seboj. Satan namreč krade sanje. Hoče, da bi se nam sanje zjalovile, oziroma, kar je včasih enako slabo, da bi jih skušali uresničiti sami ob nepravem času, namesto da bi počakali na Boga. Kdo izmed vas se strinja, da je včasih težko čakati na Boga? Kaj ti še je videnja za določen čas? Bliža se svoji izpolnitvi in ne vara. Če odlaša, ga le čakaj. Kaj ti zagotovo pride, ne bo zamudilo. Vizija pride kome ob določenem času. Zanimivo je, da nihče ne ve, kdaj je to. Zveni zelo duhovno. Ja, resnično povem vam, ko pride čas. Ja, ob določenem času. In postanemo vznemirjeni, ker se nam zdi, da smo slišali Božjo besedo. V resnici pa še nič ne vemo, ker nam Bog ne bo povedal, kdaj. Hoče, da mu zaupamo svoje življenje, ker je naš čas v njegovih rokah. Morda upate, da bo Bog deloval v vašem otroku, možu, ženi ali staršu. Kdaj, Bog, kdaj? Ne vem. Naj vas ne skrbi kdaj, ampak to, kaj storiti, ko čakate. Naj še enkrat ponovim, da si boste vsi zapomnili. Ne skrbite, kdaj vam bo uspelo, ampak kako se obnašati med tem, ko čakate. Bog ima namen z vsem, kar dela. Poglejte ponosnega, 4. vrstica. Njegova duša ni pokončna, a pravični in krepostni bo živel po svoji veri in zvestobi. Ponosni ljudje računajo nase in skušajo stvari narediti sami, kar je zelo slabo. Abrahamu in Sari je Bog obljubil otroka, a je trajalo dlje, kot sta mislila.
Tako sta sama naredila načrt in dobila sina Izmaela, ki je bil sad mesa. On predstavlja celotno zavezo tega, da skušamo imeti odnos z Bogom skozi naša lastna dela. Končno pa je prišel Izak, ki je bil sin obljube. In Izmaelovo ime je pomenilo človek vojne. Izakovo ime pomeni smeh. Lahko imate veselje in smeh in uživate na vaši poti. Ali pa lahko imate ves čas vojno. Odvisno od tega, če skušate svoje življenje kontrolirati sami, ali se prepustite Bogu, da On pravilno uredi stvari. The Bible says in Hebrews chapter 10 that God is not pleased when we draw back in fear. V Svetem pismu v 10. poglavju pisma Hebrejcem piše, da Bog ni zadovoljen, če se umikamo iz strahu, da bo prišel pravočasno. V mestnem času pa noče, da bi odnehali. Prepričana sem, da se marsikateri izmed vas nahaja v času, ki ga bom imenovala tiha leta. Lahko si to predstavljate tako, da ste v čolnu in je vihar. Jezus spi na dnu, vam pa ni jasno, zakaj vam nič ne reče. Pred leti sem nekaj govorila Bogu in dolgo nisem nič slišala od njega. Bog, jaz te preprosto ne slišim. Zakaj mi že dolgo nič ne rečeš? Veste, spraševala sem ga, zakaj mi ne odgovori in začutila sem odgovor, če ni novice, je to dobra novica. Mislila sem si, slava Bogu, torej bom delala to, kar že zdaj delam. Če že dolgo niste nič slišali od Boga, enostavno delate to, kar vam je naročil nazadnje, ko ste od njega slišali. Amen. Če bo Bog hotel kaj reči, vam bo to jasno pokazal. Vsi Božji ljudje v Svetem pismu in osebe, ki delajo za Božje kraljestvo in jih sama poznam, so morali iti skozi tako imenovana tiha leta. God called me into ministry in 1976, probably in about the month of... Bog me je poklical v misionarstvo leta 1976, najbrž enkrat marca ali aprila. Dotaknil se me je na zelo globok način, potem ko sem v februarju pila k njemu. In moj odnos z njim je postal resničnejši kot kadarkoli prej. Čeprav sem hodila v cerkev, poznala sem torej stvari glede Boga, nisem pa poznala Boga samega. V tem je razlika. Poznati Boga, imeti z njim izkušnjo in videti njegovo zvestobo. Neverjetno, kaj vse se naučiš, ko dobiš izkušnjo z Bogom. Pred časom sem poslušala svoje prvo učenje, takrat še na kaseti. Imenovalo se je Prečkati na drugo stran. In še nikoli nisem nikogar slišala pridigati celo uro, ne da med tem ne bi izgubil moje pozornosti. Dejansko nisem še nikogar nikoli slišala pridigati celo uro. Nismo imeli zelo dolgih pridig. Dobili smo majhne priboljške. In to, da sem bila naenkrat pozorna celo uro, se mi je zdelo osupljivo. Dobila sem sporočilo od Boga, medtem ko sem pospravljala posteljo. Zanimivo, če enostavno delaš vsakdanje stvari in če Bog hoče, ti bo dal vedeti. Jaz sem pospravljala posteljo in če vam rečem, da sem slišala glas, sanjala, imela vizijo. Mislim, da bo najbolje, če vam rečem, da sem imela silno in neustavljivo željo, ki me je napolnila. Razmišljala sem in verjamem, da je to v moje misli položil Bog, da bom nekoč šla po svetu in učila Božjo besedo in imela veliko misionarsko skupino ter pomagala ljudem pri spoznavanju Boga. In od tistega dne do danes je preteklo že mnogo let. A me ta želja nikdar ni zapustila. Želja nas motivira in žene. Neverjetno je, kaj lahko delamo, če le imamo dovolj veliko željo. Neumno je reči, ne zmorem tega, ne zmorem onega. Če imaš veliko željo imeti čisto hišo, boš počistil. Ali pa če se želiš izkopati iz dolgov, se boš izkopal iz dolgov. In celo, ne jezite se name. Če imaš dovolj veliko željo po telovadbi, boš telovadil.
Če imaš dovolj močno željo po zdravju, boš ohranil svoje telo zdravo in v dobri kondiciji. Nehati se moramo izgovarjati, ker s tem le hodimo okrog istega problema znova in znova in znova. Neverjetno, kaj vse sem v 30 letih naredila zaradi svojega hrepenenja. Mislila bi, da se bo vse zgodilo zelo hitro in bom tako imela nekakšno potujočo misionarsko skupino. A prvih 5 let sem učila le majhne biblične skupine po 20-25 ljudi. Nehala sem hoditi v službo, da sem se lahko pripravljala na svoje predavanja in pričakovala, da mi bo Bog gotovo finančno pomagal zaradi tega, ker se tako žrtvujem. A celih 6 let sva morala z možem dobesedno čakati na čudež, da sva lahko plačala račune. Ne teden ali 2, 6 let. Mnogokrat česa nisem razumela. Mislila sem, Bog, če me kličeš in se jaz žrtvujem, zakaj ne pomagaš? Jokala sem in se predala in na to spet poskusila. Ko sem učila Božjo besedo, sem namreč čutila, da me je Bog mazilil za to delo. Če pa si maziljen za nekaj, se ti ta stvar zdi lahka. Nikoli se nisem učila, kako pridigati, kako spraviti skupaj pridigo, nikoli se nisem učila, kako početi te stvari. Ko torej odprem usta, je Božji dar, ki deluje skozi mene in osupne me ravno tako kot morda nekoga drugega izmed vas. Not a few days, 5 years, I taught 5 let, ne le nekaj dni. 5 let sem učila le nekaj majhnih bibličnih skupin in zato nisem dobila nič denarja. In nihče mi ob koncu ni pomagal s čiščenjem. Ljudje so godrnjali in se pritoževali, a niso nehali prihajati in jaz nisem nehala pridigati. Ob koncu 5 let pa je Bog rekel, glej, delam novo stvar. In sem si mislila, ja, wow, gremo. In 1 leto nisem delala nič. Kakor da bi me Bog postavil na polico, nisem čisto nič delala. Bila sem tako zmedena. No in v tistem času me je hudič prepričal, naj neham s tem misionarjenjem in postanem navadna ženska. No. Tako me je takrat soseda začela učiti šivati, jaz pa sem Davida prepričala, da je posadil paradižnike. Hotela sem vlagati paradižnike in možu šivati obleke in tisto leto je bilo kot nočna mora. Sovražila sem paradižnike in sovražila sem obleke. Davidu sem naredila kratke hlače in sem jih zašila na robe. Ko sem končala, so bili žepi daljši od hlačnic. Zakaj torej ne nehaš delati stvari, za katere nisi maziljen in začneš delati tiste, za katere si? Bil je čas pobiranja paradižnikov in imela sem opremo za vlaganje. Kar naenkrat pa je prišlo mnogo črnih ščurkov in paradižniki so bili čisto uničeni. Poklicala sem sosedo in ji to povedala. Pojedli so jih ščurki. Ona pa odšla pogledat njene paradižnike in me poklicala ter rekla, z mojimi paradižniki pa ni nič narobe. In bila sem jeza na Boga. Bog, zakaj nisi varoval mojih paradižnikov? He said, I have no obligation to protect your tomatoes. I never told you to grow tomatoes. A Bog je rekel, ni moja dolžnost, da varujem tvoje paradižnike, nikoli ti nisem rekel, da jih posadi. Tisto leto je bilo torej neumnost in zdelo se, kot da se nič ne dogaja, nič se ne dogaja. A nekaj se je dogajalo. Veste, kaj sem se morala tisto leto naučiti? Kaj sem se morala naučiti? Morala sem se namreč naučiti, naj se z drugimi ne primerjam in naj ne poskušam biti kot oni. Ni bilo treba, da bi bila to, za kar je svet mislil, da je povprečno. Če me je Bog res klical, je bila moja naloga, da mu z vso močjo sledim. Jaz. Bog je tisto leto dosti naredil, a nič v mojih okoliščinah. Naredil je nekaj v meni. In če se ti zdi, da se v tvojem življenju nič ne dogaja, je to morda zato, ker le opazuješ okoliščine. Morda pa bi moral postati pozoren na to, kar se dogaja znotraj tebe. Tvoje obnašanje v času tihih let je res pomembno za prihodnost.
Just because you have a call on your life doesn't mean you will Samo fulfill that zato, call. ker Many imaš v are življenju called poklic, and ne few pomeni, da ga boš uresničil. Mnogi so poklicani ali redki izvoljeni. Zato obstaja cena in niso vsi pripravljeni plačati. Jezus je plačal ceno za naše zveličanje. A če hočemo nositi njegov blagoslov, to je navzočnost njegovega svetega duha, je treba plačati ceno. Treba je začeti živeti drugače, kot si živel prej. Bog te uči in to mnogo stvari, ki se jih ni mogoče naučiti v bogoslovju ali na fakulteti, ampak le pri Bogu in od Boga. Mene je Bog mnogo najpomembnejših stvari v mojem življenju naučil v trgovini. Ne bom se spuščala v podrobnosti, zagotavljam pa vam, Bog vas bo učil, kjerkoli že ste. Jezus je imel tiha leta. Luka 2. poglavje 21. vrstica. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Ko so se dopolnili dnevi njegovega očiščevanja po Mojzesovi postavi, so ga prinesli v Jeruzalem, da bi ga postavili pred Gospoda. Tukaj vidimo Jezusa starega 8 dni. And if you go on over to verse 39, it says, and when they had done everything according to the law of the Lord, they went back into In če gremo na 39. vrstico, ko so izpolnili vse po Gospodovi postavi, so se vrnili v Galilejo, v svoje mesto Nazaret. In 40. vrstica, otrok pa je rasel in se krepil. Bil je vedno bolj poln modrosti in Božja milost je bila z njim. So we see Jesus when he's 8 days old, and interestingly enough, you're about to find that we don't see or hear one word about Jesus. O njem slišimo, ko je bil star 8 dni in potem niti besede, dokler ni bil star 12 let. In vse, kar nam svetopismo pove, je to, da je rasel. Ouch. Growing hurts. Au, rast pa boli. He grew in every way. He grew in wisdom. He grew in stature. He grew in Rastel je v vsakem smislu, telesno in duhovno. and with man. In ko je bil star 12 let, v 42. vrstici, When he was 12 years old and ko je bil star 12 let, so šli na pot po praznični navadi. In ko so se po končanih prazničnih dneh vračali, je deček ostal v Jeruzalemu, ne da bi njegovi starši to opazili. and they traveled 3 days journey, and when they realized Nato pa so spoznali, da ga ni zraven in jih je skrbelo, kot bi vsakega starša, in so ga šli nazaj iskat. In ko so ga našli, so mu rekli, 46. vrstica, they said po to 3 him, dneh so ga našli v templju. verse 46, Tam je after 3 sedel med days they found učitelji, him, came upon jih him in the poslušal court of the in temple, sitting vpraševal. among the teachers, listening In to vsi, them, ki so ga and asking slišali, so them- bili and asking čisto them iz questions. sebe nad njegovo And all who heard him were razumnostjo in astonished njegovimi and odgovori. overwhelmed and bewildered with wonder. He already had the hand of Z God njim on je his že life. bila He Božja already roka had the in anointing maziljenje of the Svetega Holy Duha. Spirit on his life. In bil je zelo And razumen. his intelligence and In understanding. ona dva, And v when they, verse 48. 48, vrstici Joseph and Mary beremo, saw him, they ko were sta ga amazed. zagledala, sta bila They said, presenečena in njegova mati mu je rekla, otrok, zakaj si nama to storil? Tvoj oče in jaz sva te s tesnobo iskala. Dejal jima je, kako da sta me iskala? Mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta? Kakorkoli, nekaj se mi zdi zelo zanimivo. Očitno zanj še ni bil čas, da bi bil v tem, kar je njegovega očeta, saj sta ga peljala domov. In je tam ostal še nadaljnih 18 let. And he stayed there another 18 years. And all the Bible says is that he grew. So even Jesus, In vse, kar svetopismo pove, je, da je rastel. Torej celo Jezus. In ni grešno, če hočeš delati to, kar misliš, da je tvoje poslanstvo. Če čutiš Božji klic, morda postaneš tako vzhičen, da začneš delati stvari prehitro. Me razumete, kaj vam želim povedati? Tako lahko je izgubiti ves pogum, vreči puško v koruzo in enostavno odnehati.
Naj vam nekaj povem. Zato ne potrebuješ posebnega poguma. Vsakdo lahko to stori. But you have the power of the Holy Spirit in your life to help you press through and do things that ordinary people. Ti pa imaš moč Svetega Duha in lahko delaš stvari, ki jih drugi povprečni ljudje ne morejo. Morda si moral kaj prestati, da res slišiš, kar slišim jaz, ko vidim tiste besede in je rasel. Kaj ti poznam bolečino tistega časa čakanja med 8 dnevi in 12 leti. In si predstavljam, kako je hotel početi to, kar je njegovega očeta, a starša sta ga odpeljala domov. Poglejte 51. vrstico. Nato se je vrnil z njima in prišel v Nazaret. In ta del mi je zelo všeč, ter jim je bil pokoren. Vidite, nekateri med nami se moramo naučiti pokornosti prav tam, kjer smo, preden nam Bog da avtoriteto nad nekom drugim. Prav, prišla bom tja in govorila vam, ker ste edini, ki me razumete. Danes je v svetu velik problem upora. Mislim, nihče noče poslušati drugega. Vsi hočejo delati vse po svoje, živeti svoje življenje, se brigati zase. Veste, brez pravil, brez kažipotov, brez predpisov. Ne govori mi, kaj naj delam. In potem skušamo v to vpeljati duhovnost. Veste, kogar je Sin osvobodil, je res svoboden. Vodi me Duh. Ne, če te res vodi Duh, se boš pokoril oblasti. Moraš zrasti, vsi recite, zrasti. Where we can do what an authority over us tells us to do, even if we don't want to. Zrasti je treba do točke, ko lahko ubogamo avtoriteto nad nami, tudi če nočemo, če se ne strinjamo, ne glede grešnih stvari. A tudi če se ne strinjamo, je treba narediti svoje delo z dobro voljo in z nasmehom. Počakajte, še nekaj, ne smemo jih opravljati za njihovim hrbtom. Naj sedem in vam nekaj časa govorim kot mama. Naslednja stvar, ki jo je Bog naredil, naslednji del mojega misionarstva je bil v tem, da sem šla delat v cerkev v mojem mestu. Bila je nova, jaz sem bila stara 36 let in pastor je bil mlad, imel je 26 let. In ko si star 26 in 36 let, se še nisi toliko naučil. Misliš, da veš, v resnici pa ne veš. In jaz sem dosti govorila. Bila sem agresivna ženska, ki jo je Bog postavil v to cerkev, on pa je bil mladenič s tipom osebnosti A, tako kot jaz. Naj bo dovolj, če rečem, da sva imela kar nekaj prepirov. A on in njegova žena sta me blagoslovila in mi dovolila tam začeti žensko biblično skupino, ki je narasla na 400 žensk tedensko. Slednjica je to razvila v radijsko oddajo. In 5 let zatem mi je Bog velel, naj grem na sever, jug, vzhod in ostalo je zgodovina. Iz ene radijske postaje jih je nastalo 8 in slednjič 150. In potem smo šli tedensko na televizijo in potem dnevno in tako naprej in naprej in zdaj sem tu, 35 let kasneje. A danes imamo premalo časa, da bi vam povedala, kaj vse je bilo potrebno, da sem prišla do sem. Lahko je reči, želim si, da bi imel misionarsko skupino kakor Joyce. Samo zaradi želje že ne boš dobil. Želim si, da bi izgledala kot tista ženska, ki ima samo 4% telesne maščobe. Tudi ona ni taka, zato ker je to samo želela. Res si želim, da bom pri 71 letih izgledala tako dobro kot Dave Meyer. Pa tudi on ni tak zato, ker si tole želi. Že 50 let trenira, zdravo je, srečen je, ne sekira se, pravi blagoslov je za ljudi. Bolj kot se obnašate, kot vam Bog pravi, da se obnašate, bolj mladi in lepi boste izgledali. And one of the things that I had to learn was how to come under authority with a good attitude, even when I didn't
In ena izmed stvari, ki sem se jih morala naučiti, je bila, kako se podrediti avtoriteti in se lepo obnašati, tudi ko se nisem strinjala z navodili, ki sem jih dobila. Tudi ko se mi je zdelo, da krivično delajo z menoj. In morala sem se naučiti to narediti z nasmehom na obrazu in dobrim srcem. Morala sem tudi nehati upravljati avtoriteto nad seboj. Če me ne prepričate, da razumete, kar vam govorim, se bom kar otaborila tukaj. Če namreč ne razumete, nima smisla, da gremo naprej. Koliko izmed vas je pod neko avtoriteto, s katero se ne strinjate in vam je težko? Če z vami delajo grdo, naj vam povem, kaj vas bo Bog tako naučil. Naučil vas bo, kako je, če se bojo grdo ravnajo, da vi kot avtoriteta nekoč ne boste grdo ravnali z drugimi. Vam lahko nekaj povem? Presenečenje. Bog ve, kaj dela. Spodbujam vas, da se ne odpoveste svojim sanjam, vizijam in svojim upom za prihodnost. Tudi če bo trajalo mnogo dlje od tistega, kar ste si predstavljali, verjemite, da Bog deluje in bo znal najti perfekten trenutek. Moja babica je umrla pred nekaj leti in moja mama je šla, da bi počistila in izpraznila njeno hišo. Odprla je nek predal in bil je poln posnetkov Joyce Meyer. Zanjo je bilo zelo ganljivo izvedeti, da je to naredilo tako močan vtis na mojo babico. A mama je nato morala poklicati klicni center in reči: odstranite mojo mamo z vašega poštnega seznama. Drugi bi samo pritrdili, da, a v misionarski skupini Joyce Meyer smo naredili nekaj več in poslali moji mami krasno darilo s sredstvi, ki so ji pomagala pri žalovanju, in vse je bilo zelo ganljivo. Ta podrobnost mi je bila zelo všeč in to je eden izmed razlogov, zakaj sem del misionarske skupine Joyce Meyer. V misionarski skupini Joyce Meyer nam pomenite več, kot si lahko predstavljate. Cenimo vas in se zahvaljujemo prijateljem in partnerjem, da so omogočili ta svetovni misijon. Skupaj hranimo lačne, oblačimo uboge in predstavljamo evangelij narodom. Prosimo, kontaktirajte nas ali nas obiščite na spletni strani joycemeyer.org. Tam lahko delite z nami vaše molitvene prošnje, zveste več o naših sredstvih, vidite Joyce in urnik in se nam pridružite pri širjenju Kristusove ljubezni po svetu. Christ around the globe. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Konec.